Na območju Zgornje Gorenjske je lani začela delovati mreža svetovalnih pisarn, kjer so bila posameznikom, ki potrebujejo individualno pomoč, na voljo brezplačna psihoterapevtska svetovanja. Kar 95% vseh sredstev za izvedbo projekta je prispeval norveški finančni mehanizem. Tu smo načrt daleč presegli, ker je po eni strani dobra novica, ker pomeni, da je bil projekt res potreben, po drugi strani pa je to slaba novica, ker pomeni, da je precej ljudi, ki potrebujejo to pomoč in ki nimajo denarja, da bi si terapevta sami plačali. Cilj je namreč, da ljudem pomagamo prej, preden težave eskalirajo do te mere, da bi potrebovali institucionalno pomoč, torej pri psihiatru. Veliko projektov Razvojne agencije Zgornje Gorenjske je bilo začetih že v preteklih letih. Eden takšnih je projekt podjetniškega centra Jesenice, kjer so nudili brezplačna predavanja za manjše podjetnike o uvedbi davčnih blagajn, novem zakonu o javnih naročanjih in drugih aktualnih temah. Ta predavanja so izredno dobro obiskana, zaradi tega, ker jih ljudje potrebujejo, po drugi strani pa jih na trgu težko kupijo ti manjši podjetji, ker pač, če greš poslušati tako predavanje, je kotizacija včasih tudi nekaj 100 evrov in to je seveda ogromen strošek za nekoga, ki je sam ali pa ima nekaj sodelavcev. Med lanskimi novosti je veliko zanimanja vzbudil projekt o življenju Gorenjcev. Sodelujoči so posneli zanimiva pričevanja starejših občanov in jih objavili na spletu. Odziv na spletu je zelo velik, obiskov je ogromno. Ob predstavitvi tega projekta in še enega lokalnega projekta v Ratečah na tej predstavitvi so bili prisotni tudi Slovenci iz Kanalske doline pa iz Zilske doline, ker so narečja podobna in so bili zelo navdušeni, tudi domačini so zelo navdušeni. Skratka, ti lokalni projekti so namenjeni, rečemo, nekako koheziji ljudi, se pravi boljšemu razumevanju drug drugega in boljšim odnosom.